Na prenovljenem kegljišču v Slovenski Bistrici sta ženski ekipi Impola in Adrie iz Kopra na prvenstveni tekmi tretjega kroga v prvi A ligi skupaj podrli 6594 kegljev, kar je zelo dober rezultat. Verjetno je to tudi dosežek, ki se na tem prenovljenem objektu še ni izpisal. Skupno pa je domača zasedba podrla 3372 kegljev, šesterica Adrijinih igralk pa se je ustavila pri številki 3222. Skupno sladko zmago so torej z 6:2 proslavljale domače igralke Impola. Odlično formo iz prejšnje sezone pa tudi v tej novi drži najboljša igralka Impola Petra Pečovnik, ki je v tem dvoboju podrla 612 kegljev ter tako postavila rekord prenovljenega kegljaškega objekta. Bilo je zelo v redu, čeprav sem mislila, ker sem zadnjih 30 začela malo bolj bogo, ampak sem se na čiščenje kar zvlekla ven, tako da sem zelo zadovoljna z današnjim rezultatom. V 6 dvobojih so se na semaforju izpisali različni dosežki tekmovalk, več veselja pa je bilo v domačem taboru. Posamezne zmage zraven Pečovnikove so za Impol na svoj konto dodale. Špela Kunčič je podrla 573 kegljev, Aneja Kunčič 531 kegljev in Lucija Kunčič, ki je dodala piko na i pomembne zmage. Barbara Jurančič je podrla 565 kegljev, vendar je Čandekova dosegla številko 589 in tako porazila domačo favoritinjo. Svoj dvoboj pa je izgubila tudi Ksenija Detiček. S to zmago so varovanke trenerja Silva Kunčiča potrdile, da bodo tudi v novi sezoni krojile sam vrh. Ja, mi si vsako leto na začetku sezone zadamo vedno višji cilj. To se pravi, da ciljamo na prvo mesto. Ampak če bomo pa druge, pa mislim, da bo tudi ponovitev lanske sezone bo tudi v redu. Pred igralkami Impola, torej slovenskimi podprvakinjami za prejšnjo sezono, pa je pomemben klubski mednarodni izziv. Namreč od 14. do 18. oktobra bodo nastopile na Evropskem pokalu klubov v Osijeku. Na steze v Osijeku bo stopilo 10 klubov iz 10 držav. Pričakovanja, bom rekla, da so velika. So bila vsako leto, tako da so tudi letos. Kegljišče je enako našemu, je tudi prenovljeno, tako da mislim, da je to zelo dobro. Kot ekipa smo zelo uigrane, imamo dobre rezultate, najboljše pa je to, da zelo dobro funkcioniramo, zelo dobro se razumemo, tako da jaz mislim, da nam bo uspelo. Prav zaradi nastopa v Osijeku pa so Impoljčanke dan po tekmi z Adrijo že odigrale srečanje v Postojni proti šesterki Proteusa. Na koncu so Postojno zapustile sklonjenih glav, domačinke so zmagale s 5:3.